Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate Uro resnice. Danes je z nami znova poseben gost, 3 tedne po intervjuju z Rokom Snežičem imamo danes novega intervjujeca, tako da bo to je gospod Zoran Stefanović, dober dan, predsednik stranke Resnica. Lepo zdravo sledilcem. Ja, približno sem tako zastavil, Ura resnice za stranko Resnica. Ne? Bravo. Zdaj, gospod Stefanović, prej da ste prišli v studio, smo se malo pogovarjali o tem, kako vi v bistvu vzdržujete športno oziroma fizično kondicijo. Ne? Ko sem poslušal vas pogovor s kolegicami tukaj prej, sem videl, da imate vse natančno naštudirano, kako in kaj. Ne? Res je, to izvajam vrsto let, to mi je ostalo tudi iz prejšnjega poklica. Dejstvo je, da opravljam 7 res intenzivnih treningov na teden, 3 od tega so kardiotreningi intenzivni, 4 od tega pa treningi za moč. Imam izmerjeno prehrano, imam izmerjenje beljakovine predvsem, gledam, da sem v kaloričnem deficitu. Vsako jutro vstajam 10 do 5 zjutraj, ne glede na to, kateri dan je v tednu. Prva stvar, ki jo opravljam, je ledeno mrzel tuš, ki traja 5 minut, se polivam z ledeno hladno vodo, takoj zatem je zajtrk in takoj zatem je trening. Trening opravljam pred zoro, čez dan pa gledam vnos beljakovin. Dejstvo je, da bi rekel, da glede na svoje rezultate pri 43 letih spadam v nek promil najbolj, bi rekel, fizično pripravljenega človeka v Sloveniji, upoštevajoč elitne enote in vojaške in policijske. Zdaj, 10 minut do 5 se vstajate, ne? Da. No, jaz vstajam 5 minut, oziroma 10 minut čez 5, ne? 20 minut je razlike, ne? Ampak to me zanima, zdaj, kako ste prišli do tega promila, do te številke? Na podlagi kakšnega izračuna ste zdaj vi recimo ugotovili, da se vaša fizična pripravljenost sodi v ta 1 promil? Zato, ker se že približan... Tukaj preverjam, da so tukaj športniki note, ne? Vi ste rekli specialne, kaj vojaške, policijske enote, kako? 30 let se ukvarjam s to dejavnostjo in točno poznam, kako ta stvar recimo v Sloveniji deluje. Midva obadva veva, ker vem, da ste tudi vi športnik, da ena stvar izključuje drugo. Se pravi, če je človek močan kondicijsko, če je vzdržljiv, je ponavadi šibek, kar se tiče moči, ali pa recimo premalo eksploziva. Ne? Vsak default vam bo potrdil, vsak pripadnik nekih elitnih vojaških ali pa policijskih enot vam bo potrdil, da ena stvar pač izključuje drugo. Ne? Meni uspeva pri 43 letih narediti recimo 85 sklec v minuti, uspeva mi teči 10 km po 40 minut in potisniti 200 kg benča potiska s prsi in kdor malo ve o tem, ve, da je to prekleto težko in da je za to potrebno veliko truda. Koliko časa bo telo še to dopuščalo, bomo videli, ampak zaenkrat kaže na dobro. Čeprav se mi zdi, zdaj, razen če sem kaj spregledal, včasih, pa večkrat ste objavili kakšen filmček, fotografijo iz fitnessa. Ne? Ena mi je bila tako posebej spominov, ker ste tako hodili proti kameri in tako dalje. No? Mislim, kakšen je pa namen zdaj tega, da objavljate recimo te fotografije iz teh vaših treningov? Motivacija in inspiracija. Jaz sem na te svoje videe dobil ogromno odziva in veliko ljudi je prosilo me, naj napišem neko knjigo, naj napišem nek motivacijski govor, naj napišem nekaj, da vzpodbudim ljudi do tega, ampak načeloma mi ni to interes. Želim samo, da ljudje vidijo, da lahko z vzgledom, tako kot v športnem, potem tudi v političnem pa družbenem smislu, ampak da želim vplivati na ljudi in če enega prepričam in dobivam feedback, da so ljudje zaradi mene po 10 letih spet začeli športno živeti, če enega prepriča na mesec, da se začne ukvarjati s svojim telesom, s svojim zdravjem, je moje poslanstvo opravljeno. Ampak zdaj, pa še ena stvar mi je bila zanimiva, no? Glede to, da ste predsednik politične stranke, ne? Se ukvarjate poklicu s politiko. Rekli ste prej, če sem vas jaz prav razumel, da ljudje, volivci, Slovenci, ne imajo teh ljudi v politiki, ki izgledajo fizično, ne? Če gledajo fizično, recimo odlično upravljanje, ali pa športniki, kot ste vi. A to drži, kako ta teorija? Jaz sem prepričan, da je temu tako. Ljudje če temu res tako, no, povejte. Ja, ljudje so navajeni na dosedanjo politiko. Ljudje so navajeni, da ljudje v politiki izgledajo pohlevno, šlevasto, iz več razlogov. Prvo zaradi tega, ker so ti ljudje namerno nastavljeni na tak način strani lobijo, točno taki, kot so, zaradi tega, ker so kot taki šibki in fizično in psihično lažje vodljivi. Druga stvar, ljudje radi vidijo, da so superiorni v odnosu na politike. Tretja stvar je pa ta, da
take politike namerno nastavljajo zaradi tega, da bi se smilili ljudem in bi jih že zaradi tega obkroževali. Dejstvo je, če pogledamo vso politično srednjo zadnjih nekaj let, da je šlo več ali manj za neko klovnovstvo, vizualno gledano, in ljudje so na to navajeni. Samo za navado gre, za nič drugega. In potem, ko se pojavi nekdo, ki je odločen v retoriki, ki zna poskrbeti za svoje zdravje, za svoje telo, deluje robato, deluje precej agresivno in ljudje se znajo tega malo strašiti, s tem, da v zadnjem času, glede na tendence sploh po svetu, te stvari, bi rekel, prihajajo v spredje. Ljudje v času miru iščejo mamo, se pravi mehkega, toplega človeka. V času takih nekih drastičnih sprememb v svetu, kakor se dogajajo zdaj, pa ljudje iščejo lik očeta. In vidimo tudi po svetu s Trumpom, s Putinom, z Orbanom, s Ficotom in podobnimi voditelji, da ljudje hrepenijo po njih, zato ker rabijo varnost. In tak človek, ki poskrbi najprej za sebe, takmu človeku lahko zaupaš vse, celo državo in vsa odločanja v roke. Kaj, to zaradi tega vi trenirate potem, kako? Da bi ljudje zaupali državo ali kako? Da bi v vas videli, močnega človeka, kot ste rekli, Trumpa in tako dalje, in da bi vam zaupali državo ali kako? Ne rabijo oni v meni tega videti, da bi jaz vedel, da to sem. Jaz to pač živim leta, jaz to živim od 14. leta svoje starosti. Ampak želim pokazati svojim primerom, likom in delom, da je vse v življenju možno. Čeprav zdaj vidimo, Golob, ko je bila otvoritev Evropske prestolnice kulture, se je pokazal kot nekdo, ki vesla, sin Soče in tako dalje. Janša se ukvarja z alpinizmom in to. To zdaj ni dovolj, kako še vedno po vašem mnenju veljata za mehkužneža. To je igra. To je podobno kot Tonin, ki meče bombo v tisti čeladi, pa na koncu izpade smešno. Ampak to je podobna zgodba. Zdaj, če ti se nastavljaš samo za kamere in to počneš, je to nekaj popolnoma drugačnega. Je to že vizualno vidno po motoričnih sposobnostih, kako kdo hodi, kako kdo izgleda. Poglejte samo ene nastope Javne Goloba v momentu, ko ga kamera snima, ko prihaja nekam. Vse podoben je z Janšo. In to ljudje pač vidijo. Tega ti ljudje ne živijo, ampak to počnejo za kamere v določenih krajevnih in časovnih okoliščinah. In to je to. To je to. Dobro, zdaj, gospod Stefanović, par vprašanj manj glede te vaše kariere, ker se zdaj pač se mi zdi tako eno par takih nekih obdobja, pa nekih luknje v tej vaši karieri. Recimo, vi ste bili policist, drži, Zdaj, bral sem, pa pogovarjal sem se z ljudmi, različni odgovori so na to, zakaj, kdaj in kako ste pa vi odšli iz policije. Recimo en članek v Večeru, pred leti ste se ga verjetno prebrali, vam očita en kup nekih stvari, streljanje na železniški postaji v Ljubljani in podobno. Kaj je od tega recimo res? Zakaj ste odšli in kaj so vam takrat učitali, da ste pač odšli? Vi, gospod Požar, ste novinar, pa dobro veste, kaj je ABC novinarstva. Pred vsakim člankom, ki ga napišete, saj poklica človeka, pa ga vpraša, če je sploh kaj karkoli od tega res. V nobenem od teh člankov ne boste našli moje izjave. Ne izjave kadrovske službe. Ni vaših izjav, policija oziroma kadrovska služba na policiji pa molči, ker so gre za osebne podatke. In v glavnem potem to temelji na nekih takih osnov ABC novinarstva niso izpolnili nobeno teh člankov. Zdaj vas jaz pa sprašujem. Tako je, absolutno, midva bova to uredila, samo da se še navežem pač na te etikete, pa na te članke. V času neposredno pred volitvami 2022 je bila komanda pač režima, da tudi na levi strani snamejo moj skalp, zato da odprejo prostor Golobu in Večeri necenzurirano prek Cirmana in Vukovičke so to delali. Na koncu so bili nagrajeni, pa vemo kako. Zdaj, kar se tiče moje policije, jaz sem uniformo oblekel pri 14 letih svoje starosti. En let sem šel prej v šolo, tako da je bilo to pri 14 letih moje starosti in sem jo nosil naknadno še enih 16 let. Iz policije sem sam izstopil leta 2011 in točen 9. oktobra. Ne 2008 oziroma 2009, 2 leti kasneje. 2011 leta sem izstopil iz policije, 10. sem bil pa že zaposlen na drugem delovnem mestu, zaradi tega, ker sem vmes že diplomiral na 2 dodiplomskih faksih, potem sem že skoraj magistriral, ponujena mi je bila boljša služba, v policiji pa v resnici nisem bil srečen. To priznavam vedno, nisem prenašal avtoritete nad sabo, tudi s tem nimam nobenega egocentrizma, da ne bi tega priznal. Druga stvar je pa, da ko sem vstopil v policijo, so me prepričali
prepričevali vse čas, da bomo služili in varovali ljudem, na koncu smo postali samo neki inkasanti, ki smo počeli popolnoma nekaj druga. In glede na to, da sem jaz odličen za neke dejavnosti, kakor so vzdrževanje javnega reda in miru, odkrivanje kriminalitete, so mi silili, da delam po nekih cestno-prometnih prekrških, ker je vladala čista diskriminacija. Klasičnega državljana si mogel kaznovati za varnostni pas in kakor si prinesel teh položnic na postajo, toliko si bil tudi cenjen. Jaz se s tem nikoli nisem strinjal. Se pravi, vi ste bili, če jaz prav razumem, 2011, kot ste šli ven, takrat ste bili uniformirani policista, kako? Da. Ja. To je bila, kako bi rekel, vaša karijera na policiji. Da, in potem sem pač se zaposlil v gospodarstvu, našel sem bistveno boljšo službo. Jaz pa sicer zares ne vem, zakaj je tak problem vedno s to policijo, pa zakaj to pravzaprav edina etiketa ob mojemu priimku, ki mi jo pač dajejo, ampak samo lani je 500 ljudi zapustili policijo, ker se ni strinjal s pogoji, dobro, tudi nekaj se jih je upokojil, tako da sploh ne vidim razloga, zakaj je to tak problem. Pač našel sem boljšo službo, to je edini razlog, zakaj sem šel. Kako pa zdaj, recimo, gledate ta dogajanja okoli policije, pokluka, odhod, oziroma sporna zaposlitev prejšnjega generalnega direktorja policije, zamenjava zdaj generalnega direktorja policije, kako vi to gledate? In prejšnja. Itak pa sedanja vlada pač izkoriščajo policijo za neko svojo podaljšano roko. Ja, pa to običajno vse vlade, ne? Običajno vse vlade delajo in zato jaz neprestano trdim, da bo stroka zaživela, vsaka, tudi policijska, ko bo politika se outsourcala oziroma potegnila ven iz vsakega sistema strokovnega odločanja. Dejstvo je, da je izredno slabo stanje v policiji. V policijo hodijo ljudje, ki niso sposobni za drug poklic, frizerka, ki ne zna strišt, gre danes v policijo, nič ni tam več privlačnega, poklic ni privlačen, malo jih recimo ujamejo na vabo te neke plače, ki jo stalno neprestano dvigujejo, v bistvu pa nihče več ne želi delati v policiji. Trdim, da kar se tiče policije zadnjih 5 let, da nikoli še ni bilo tako slabo. Pa te ljudi, ki so recimo zdaj vodijo policijo, te vi osebno poznate tudi se? Ne, osebno ne poznam, vem pa, da ni posebnih kompetenc. Kakšne informacije verjetno imate z policije, to predvidevam. Da, to imam, ampak še enkrat lahko zagotovim, da to niso ljudje, ki bi bili sposobni voditi take sisteme. Gre pač za politične nastavljence, tako kot je bilo to do sedaj, da zdaj ne pluvamo enega ali pa druga, ampak zdaj v tem momentu so pa to res nekompetentni ljudje. Pa se vam zdi prav, recimo, da je zdaj Jušić mogel oditi, potem ko je prišla ta zgodba z njegovim imenovanjem, ne? Na podlagi pojave gospoda Lindava. Jaz mislim, da je prav, da je mogel iti. Zdaj jaz sem prepričan celo, da ne bi smel biti imenovan. Kakšno je pa vaše mnenje o notranjem ministru Poklukaju? Gre spet za te stare LDS-ove strukture, ki se zdaj nastavljajo vse povsod. Golob pač nima LDS-ove stare strukture, Golob pač nima nekaj svojega kadra, tukaj prek Črnčeca mu je bil pač ponujen Poklukar in dejstvo je, da človek tega ne obvladuje. Mi že dolgo nismo imeli na čelu ministra za notranje zadeve človeka, ki bi res imel malo pojma o tej materiji. Zdaj, policija ni vse, kar se tiče ministrstva za notranje zadeve, je pa v bistvu največji del. In vedno se pojavljajo težave s policijo v tem smislu in izključno zaradi političnega vmešavanja v policijo, tako da težko bi sploh zdaj rešil na hiter ta sistem, ne bi šlo čez noč, bi se ga pa dal postopoma reševati. Zdaj omenili ste Črnčeca, o njem se veliko govori, da je pač glavni kadrovik na področju notranjih zadev in pa tudi obrambnih zadev. Potem imamo tukaj gospoda Muževiča, direktorja NPU, ki ga je očitno inštaliral Golob, osebno pravzaprav. A so to, kar se govori recimo o teh dveh osebah, Črnčecu in Muževiču, to je pravzaprav res, kar recimo mi mediji pač pišemo. Na tej točki... Tej zakulisni zgodb, kadrovski zgodb in tako dalje. Kar se tiče top managementa, sploh pri NPU-ju pa GPU-ju, se pravi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu pa Generalni policijski upravi, je dejstvo, da je tam stalno poteka neko mesarsko klanje. Zdaj teli, ki pripadajo nazivni levici ali pa teli, ki pripadajo nazivni desnici, neprestano prežijo ene drugega in išajo en drugmu napake. In uspel bi v tem smislu, če bi ravno oba pola nekako očistili iz policije, ker gre v bistvu res samo za osebne ambicije, za popolnoma nič druga, obenem pa obgradnji platforme za nedotakljivost določenih ljudi v politiki. Zdaj, gospod Ivanovič, ko se vtipka vaše ime, pride ven ogromno člankov. V Google vtipka ven člankov zlasti iz tega lokalnega medija portala, ki ga ima Miran Šubic, ki se mu je Krajinska trma. Ja.
tam, kjer bruhajo ven. Ja, tožbe, odškodninske tožbe, zloraba občinskih sredstev za zasebne tožbe in tako dalje. Zdaj, da tega jaz ne ponavljam, vsak si to lahko prebe, koliko je zdaj od tega res, oziroma koliko ni res. Nič od tega pravzaprav ni res. Tožbe, tam očitno ste nek denar vzeli, da ste si plačali zasebne tožbe. Ne morem jaz, gospod Požar, benga denarja od občine vzeti. Jaz sem mestni svetnik tam, edini, ki odloča to Milan Šubic kar natančno te stvari upisuje. Ne upisuje jih, niti najmanj natančno, ampak mudruje. V bistvu samo, on je v določenem času prejel od občine Kranj 19.990 evrov. To je 10 evrov manj od meje, ki je potrebna za javni razpis. Ja, mislim, da ima neko pogodbo z županom, se mi zdi. Preko kaj statusa samostojnega podjetnika, nekaj takega mislim, da je imel. Ni pomembno. Dobo je 19.990 evrov, njegova naloga je bila, da v tistem momentu... Zdaj pa Šubic na bojni nogi, z županom. Seveda, zato, ker ne daje več teh 19.990. Aha, to je neposredno pogojeno s tem. Ja, to je novinar, ki ga jaz imenujem 19.990 evrov, zato, ker tok je potrebno, da on piše dobro ali pa slabo o tebi, glede na plačnika. In zdaj, v času, ko je on to dobil, je on napisal čez 350 prispevkov, saj to ni novinar, to je pač bloger, on piše nek svoj blog, in je napisal čez 350 prispevkov o meni v enem letu. Šlo je takrat, ko je branil Rakovca. Praktično vsak dan enega. Vsak dan najmanj enega. Najmanj enega. In v bistvu je takrat on bil obseden z mano. Sej s to obsedenostjo pač nadaljuje, jaz ga ignoriram, ne smatram ga resno. Pa ima takej kontaktov? Ne, absolutno ne. Tudi sprašuje nas nič, tudi ne prosi za izjave, ampak dejstvo je, da je napisal res, takrat tudi smo leto okrog 350 prispevkov o meni in niti en ni bil resničen. Jaz sem takrat bil zaposlen. Pa pišete popravke, kakšne ali kako? Ma ne pišem zaradi tega, ker ga ignoriram. Ne smatram ga kot pomembnega, pazite, on govori o tem, da ima ne vem koliko milijonov dosega v zadnjih 10 letih, mi imamo pa dosega 2 milijona pa pol ljudi na mesec. Tako da zakaj bi se sploh nekdo ukvarjal z nekom, ki samo hrepeni po tem, da te žali, da te linča, In zdaj vam povem še en primer. Na policijo je poslal ovadbo, da sem jaz lansko leto izdal fiktivno neke račune. Novinar je poslal ovadbo. Novinar je poslal, pa njegova edina želja je, da nekoga diskreditira. In on si pač na nek način želi odpreti prostor na volitvah, ki bojo naslednjo leto na lokalnih volitvah, zato da bi sam nekako kandidiral, ampak jaz ga pozivam, prosim ga, naj to stori, zato samo da preveri, koliko mu v resnici dosega. Ampak on je poslal kazensko ovadbo na policijo, v prvi vrsti na NPU, da sem jaz lansko leto izdal nek fiktiven račun. Policija tega ne smatra resno, ker imamo mi v Sloveniji približno 150,000 samostojnih podjetnikov, ki na mesec izdajo čez 2 milijona računov. In zdaj, če boste vi preverjali vsak račun od teh 2 milijona, lahko to delamo naslednjih 300 let. In policija seveda je raziskala stvar, ugotovila je, da to sploh ne drži in zdaj bom jaz pač zoper človeka podal krivo ovadbo in pa kazensko ovadbo zaradi podaje krive ovadbe in pa tudi zasebno tožbo. Zato, ker do zdaj se nisem z njim ukvarjal, tukaj je pa res prestopil meje zdravega razuma, tako da bom ljudem tudi razložil z vsem svojim dosegom, na kakšen način ta človek sploh funkcionira. Videl pa sem, da ne piše samo o vas, ampak piše tudi o Matjažu Rakovcu. Ja, o Matjažu Rakovcu pa... Zdaj on malo vrsta domešča na trmi. Ja. Se pravi, jaz sem bil tista alfa in omega te trme, no zdaj pa to postal deloma tudi Rakovc in pa direktor Zavoda za turizem, mislim, da je malo vrh. V vsakem primeru izključno iz osebnih kompleksov, prva stvar, druga stvar pa, ker ne dobijo več denarja od občine, kot je dobijo poprej. Vi ste sicer predsednik stranke na državnem nivoju, ampak ste pa v bistvu dolg časa zdaj že dolgoletni lokalni politik v Kranju, kandidirali ste tudi za župana. Zakaj vam recimo takrat ni uspel? Zakaj vas je Rakovec premagal? Takrat je njega podprl vse, kar ima političen predznak. Že tako so nam govorili, da smo mi presenetili. Lista, ki se je imenovala Zoran za Kranj, je zmagala na lokalnih volitvah leta 2018 v mestni svet in že to je bilo takrat res presenetljivo. Mislim, da nikoli ni se zgodilo v Kranju, da bi zmagala lista, ki se imenuje po fizični osebi, da bi premagala celo SDS. Mi smo takrat dobili 6 svetnikov. Jaz sem prišel v drugi krog takrat z gospodom Rakovcem, ampak dejstvo je, da
so njega res podprli vsi s političnim predznakom. In kaj se je še zgodil? Nek absurd slovenske desnice. Jaz, ki sem bolj koketiral, bi rekel, z desnim idejem, je šel recimo SDS-ov volilno telo raj volt za Rakovca, čeprav je bil klasičen levi ideolog, ne, samo da ne zmaga nekdo na ič. To je bilo edini problem. Se pa to je bila njegova prednost, da se dvi na iče kako. Tako. Pa to ima, je to neka taka točka ali kako? Absolutno, vi ste veliko prisotni na Twitterju, tam, kaj je prisotno, bi rekel, to nazivno desno volilno telo, preberite vsak drug komentar, pa boste videli. Čeprav, ja, to se strinjam, da je veliko tega, ampak to nisem pa vedel, da to tako potem vpliva. Recimo, absolutno, zdaj sem vam povedal. Da desnica raje voli nekoga, ki se deklarira kot levica, ne pa socialni demokrat, namesto vas, kot se recimo ne na iče samo kako. to, gospod Požar, gledajte, Rakovcu očitajo, da je poskrbel ali pa da ni reagiral za priseljevanje, bi rekel, Albancev v Kranj, ne, in to so ljudje tudi leta 2022 na drugih volitvah vedeli, pa so še vse naraj glasovali. Ni problema, koga človek pripelje, kakšen socialen turizem on uvede v Kranj, kaj se pravzaprav dogaja v Kranju, samo da ni nekdo na ič. To je dejstvo. Ja, ne vem, Janković pa ima volivce na ič, ne v Ljubljani. Ljubljana je popolnoma druga zgodba, gre za čisto drugo zgodbo, pa gre za čisto drugačno podporo globoke države pri Jankoviću in to je tudi razlog, zakaj on v bistvu obvladuje vse. Zdaj, ta famozna albanska skupnost, ne? Ja. Veliko se piše, jaz tudi osebno dobim veliko teh anonim, samo pač to nekako niso moje teme, da bi se s tem ukvarjal. V čem je finta te zdaj? Kaj se pa res dogaja v Kranju za to albansko skupnostjo? Ja, dejstvo je, tudi prej smo bili priča takim migracijam, ne, s tem, da so se ti ljudje prej, sploh iz časa prejšnje... Mislim, je to problem za Kranj? Absolutno je problem. Je problem. Zaradi tega, ker je to v takem porastu, da ga lokalno okolje več ne more absorbirati in prihaja do getoizacije. In slej ko prej se bojo začeli medsebojni spopadi, zaradi tega, ker so alergični postali eni in drugi. Medsebojni spopadi med kom? Med, bi rekel, to novodobno diasporo pa lokalnim prebivalstvom. Aha, vi pričakujete spopade fizične med Albanci in kaj Slovenci v Kranju? Kako? Ja, govorim ne nujno o fizičnih spopadih, lahko so tudi verbalni spopadi, ampak govorim o tem, da je migracija toliko visoka v zadnjih 5 letih ali pa 6, da je lokalno okolje ne more več absorbirati. In trpijo eni. Zdaj Kranj je tretje največje mesto v državi. Ja. In o kakšnih številkah recimo govorimo? Veva, da se je govorilo že cirka 2-3 leta nazaj, da se je govorilo o 5000 ja, ljudeh. Ni natančna številka? Ne, to... Mi imamo že to težavo, pa jaz ne vidim, zakaj ta težava, da mi ne naredimo enega popisa prebivalstva v Sloveniji. Jaz sem prvi zagovornik tega, da se naredi realen popis prebivalstva, pa da vidimo, koliko je koga in kaj je pravzaprav vse treba narediti na rodnosti Slovencev in na vzpostavljanju obrambe pred nekimi tujimi migracijami. Ker dejstvo je, da je treba ohraniti neko identiteto in kulturno, in versko, in pa nacionalno v tej državi. To je dejstvo. In vi se imate zdaj, čeprav ste na ič, pa imate težave s tem v volitvah, ste pa imate za Slovenca. Jaz sem rojen v Sloveniji, jaz sem vse slovenske šole naredil v Sloveniji, jaz sem nosil slovensko uniformo več kot 15 let. Jaz ne vidim nobenega drugega razloga, zakaj bi se opredelil kot kaj druga. Ker Janković včasih se opredeli tako, včasih drugače, ne, se veste, koliko je pač potrebno. Moram še enkrat razumeti, da je Janković nekaj popolnoma drugega. Dobro. Zdaj pa ste omenili, da je desnica ni glasovala za vas, pa je glasovala za Rakovca. Ja. Kaj pa se imate vi recimo politično? Pragmatik sem. Popolnoma pragmatik. Pač imate neke, bom rekel, osebne poglede, ne vem, ste verni, ne vem, verjamete v posmrtno življenje, ne vem, to vas sprašujem, ste proti splavu, ste za splav. Vi postavljate ful pametno vprašanje, izključno zaradi tega, ker veste, kaj je levo, kaj je desno. Ne, nisem vas vprašal, ste za Janšo ali ne, ker to je drugače. Ja, to bi bila neumnost. Ampak govorim vam, da postavljate pametno vprašanje, zato ker ste politično pismeni in razumete, kaj je levo, kaj je desno. Pri nas se pa ne da opredeliti na ta način, ker je samo vprašanje, si za Janšo ali si proti Janši. Vi ste za Janšo ali ste za proti Janši? Jaz sem proti režimu in prepričan sem, da je Janša del režima. Zdaj, kar se tiče moje ideološke opredelitve je tako. Prepričan sem, da Slovenija tega v tem momentu ne potrebuje, zaradi tega, ker rab pragmatizem. Pragmatizem pa pomeni, da iz vsake ideje in leve in desne potegneš tisto, kar je najboljše za Slovenijo. Mene, če vprašate, jaz zagovarjam nizko davčno okolje. To bi bila desna vrednota. Zagovarjam tradicionalne vrednote. Absolutno sem proti teoriji spola, absolutno sem proti LGBT agendi. Suverenist sem, kar je desna vrednota, ne za razliko od Janše in podobnih.
Verjamem pa v močno socialno državo, brez izkoriščanja recimo socialnih transferjev. A ne, tako, da bi rekel, da tudi neko levo stran potegnemo, ampak v vsakem primeru je treba iz obeh strani črpati ene zadeve, ki bi bile v korist Sloveniji, po drugi strani pa, da pozabimo enkrat na te delitve za Janša ali proti Janši, ker Janša nima z levim in desnim polom popolnoma nič skupnega. Pravite, da ste suverenist, ne? Ja? Rekli so mi, da ste tudi antiglobalist, drži. Ampak da ste tudi rusofil, ne? Še eno od etiket, ki mi pravzaprav gode zaradi tega. Zdaj, antiglobalist ali vse te etikete mi pravzaprav gode. Prej ste govorili o suverenizmu, ne? Ja, absolutno, vse pravimo, vse te etikete. Ne, se niso to etikete, jaz pač na podlagi vašega programa, pripovedovanja ljudi v vas, sem si pa zapisal te točke. Suverenisti smo, antiglobalisti smo, kaj ste rekli, putinofil? Rusofil. Težko odgovorim sploh na to, kaj bi bil rusofil. Nekdo, ki ima rad Ruse, ali kaj? A vi ne marate Rusov? To ni za vprašanje, ne imajo Rusa, ampak vidim, da ste se recimo v tem konfliktu, Ukrajina, oziroma pač potem, ko je Rusija napadla Ukrajino, v tej ukrajinski vojni, ste se v bistvu nekako, vsej po mojem videnju, po videnju ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, postavili izrazito na stran Rusije. A imate kakšno izjavo? Samo da vem. Tukaj se nima nobene pripravljene. Dejstvo je, da vedno, ko se postaviš na stran kontra establishmentu, kontra sistemu, da te etiketirajo s katerokoli etiketo. Pa se pa nas je sistem ni nujno, da je ravno za Ukrajino, se veste, kako je. Del režima je precej naklonjen. To vam pa jaz garantiram. Del režima je precej naklonjen Rusom pa nas. Niti enega človeka ne poznam, da bi bil naklonjen Rusom. Oni sploh nimajo možnosti odločanja. Mi imamo vlado in sistem, ki je zunanja administracija Brusla in oni pač, tudi če bi imeli kle fikuse ali pa tajence, bi vodili popolnoma isto politiko. Govorijo v Bruslu, pa jaz gledam tudi izjave, ki govorijo doma, ne? Zdaj, res tako je. Jaz vam prvi povem, da sem bil pri Golobu. Veliko politikov pa nas govori drugače v Bruslu kot tukaj, ne? Absolutno. Jaz sem bil pri Golobu maja leta 2022, prosil sem ga, ne vodi neko pragmatično in pametno politiko, zunanjo politiko v odnosu do tujih medsebojnih pa diplomatskih sporov. On je rekel, da tega nikoli ne bo počel, da bo absolutno na strani tistega, kar bo Bruselj rekel in da je to v tem primeru Ukrajina. Tako da ne govoriva midva o tem, lahko da to deluje kot nek kamen spotike, s tem, da nek ta nazivno desni pol govori o tem, da so nekaj prorusko usmerjeni, čeprav jaz mislim, da jim s tem pravzaprav samo reklamo delajo, ampak okej. To se pravi, vi zdaj, kako bi rekel, kategorično zanikate, da ste rusofil? Jaz nisem benfil, jaz sem mirofil. Če smo že pri temu. Jaz zagovarjam mir, jaz zagovarjam to, da to, kar smo zadnje 3 leta počeli, ni se pokazalo kot dobro. Kako vzamete, Rusija je napadla Ukrajino, ne? Rusija je napadla Ukrajino, to je dejstvo, ne? Ja. Tako, kot je nekoč NATO napadel ZRJ, tako, ne, gre za neke pravne prakse. Tam bi lahko malo debatirali, ne? To je ta dvoličnost, nekaj bi lahko debatirali, nekaj pa ne. Zdaj, mi smo vzpostavili neko mednarodno prakso, ki je nekdo prekleto dobro izkoristil. Tako da, kar se tiče prava, je, tako kot ste rekli, bi lahko debatirali na marsikakšnem nivoju. Jaz nikjer nisem dal podporo niti eni, niti drugi strani, jaz samo govorim o tem, da bi mi mogli biti neutralni v odnosu na tuje diplomatske in vojaške spore. Mi kot Slovenija, kot država, prelepa država z odličnim geostrateškim položajem, smo premajhni, da bi imeli nek vpliv. In če se mi opredelimo za katerokoli stran, nismo doprinos koristi, niti imamo sami kakšno korist, lahko pa dobimo ogromnega sovražnika. Tega pa mi pač ne rabimo. Dobro, zdaj na to levo, desno bomo se še vrnila. Imam še nekaj vprašanj iz te vaše polpretekle zgodovine. Zdaj, vi ste, predno ste postali znan lokalni politik v Kranju, ste bili tudi, predno ste postali predsednik stranke Resnica, ste bili tudi podpredsednik Jelinčičeve nacionalne stranke. Podpredsednik, ne? Potem se pa šla, kako? Jaz sem začel delovati... Ko smo se pogovarjali za intervju, sem vas vprašal, v kakšnem odnosu ste z Jelinčičem, zdaj pa ste mi rekli, da v nikakršnem, da nimate odnosov. Absolutno. Leta 2014, ko sem postal mestni svetnik, sem videl, da je mestni svet samo parket za trgovanje s političnimi glasovi. Jaz sem tam začel snemati... Mestni svet, ne samo v Kranju, verjetno povsod, ne? Verjetno povsod, ampak v Kranju sem to prvič čutil, in da ljudje sploh ne vejo. Vi se tudi trgujete, ko ste tam, kako ste trgovec. Ne, mi smo to prakso spremenili. A ja, vi ste prakso spremenili. Ja, ali
pa delamo na temu, da bi jo spremenili. Ne? Mislim, zanimiva formulacija je to. Ja, ampak jaz vam zdaj govorim o letu 2014, ki se razlikuje od leta 2025. In zdaj 2014 leta je to dejansko bilo tako. In jaz sem opazil, da ljudje, sploh to neopredeljeno volilno telo, katere jaz v bistvu nagovarjam, da sploh ne ve, da je mestni svet vrhovni organ odločanja, ne župan. Župan je zato, ker ima koalicijo v mestnem svetu, ampak načeloma ne. In da sploh ne vejo, da takratni budžet je bil v občini Kranj že 70-80 milijonov evrov, da ne vejo, da mestni svet razporeja ta denar, kako se bo to. Ne? Jaz sem te začel snemati ene prvoosebne videe in sem bil pionir teh prvoosebnih videov na politični sceni v Sloveniji. In na koncu je zgodilo, da je bil to tak doseg, da sem mu že 200-300 tisoč ogledov na nek video, ki se je nanašal na neko komunalno infrastrukturo v Kranju. Ne? In s časoma in v tej moji borbi proti korupciji, ne, so se pojavili tudi razni neki dejavniki, ki so me dušili. Od medijskih napadov do raznih groženj in tretjega, in v določenem momentu sem imel občutek, da se moram usesti nekomu na roče. Jaz sem Jelinčiča srečal takrat, govorim, ne, je bil na eni prireditvi, in ko sem iskal neko stranko, sem rekel, mogoče bi pa pri njemu probal, ker mi je rekel nekaj, ne, kar mi je izredno ostalo v glavi takrat in sem mu bil hvaležen za to. Če prideš, nam boš lahko razmišljal svojo glavo, mi se bomo popolnoma reprogramirali, gre za drugo zadevo in še tretja stvar, ki izrednega pomena, oni sploh niso bili parlamentarna stranka. Nihče mi ne bi mogel učiti nekih posebnih ambicij, preambicij, karkoli, zaradi tega, ker jaz bi se takrat lahko mislil, da je bil takrat Cerar. Izredno močen ali bil celo na vladi v tistem momentu, jaz bi v tistem momentu lahko pristopil v vladno stranko, svojemu političnemu pa socialnemu kapitalu. Ne. Sem rekel, ne bom, da bi... Mislim, v SMC bi lahko šli, kako? Takrat, političnemu kapitalom bi me povabil kamorkoli. To vam želim povedati. Političnim kapitalom, ki ste ga imeli v Kranju. V tistem momentu, ko vam govorim, ko je moja popularnost narasla. In sem se pač odločil, da pridem tja. V tistem momentu sem kmalu videl, oni so to nekaj razporedili, te strukture. V tistem momentu sem videl, da je to Jelinčičevo samostojno podjetje in sem takoj izstopil iz te stranke in potem tudi že 2018 kandidiral kot neodvisen kandidat na bili ste pa izvoljeni za podpredsednika, ne? Skratka, ste imeli neko neke karijere, ne? To niso bile neke volitve, da bi me nekdo izvolil, da bi jaz nekaj to dokazoval s programom. To je bilo določeno. Tako. Kako bo izgleda to, če je stranka, kot pa to je podjetje? Vi zdaj, recimo, resnica ni vaše podjetje? Ne. Naša resnica je kot stranka, ima svoje strukture, ima svet stranke, ima nadzoren svet. To ima Jelinčič verjetno tudi, ne? Mogoče ima formalno. Jaz ne vem, da bi obstajal nekdo, ki bi se ukvarjal z notranjim dogajanjem, ki bi se dogajal z programom, s čimerkoli. Ne? Mi imamo programski svet, mi imamo nadzoren svet, nadzoren odbor, mi imamo svet stranke, mi imamo lokalne odbore, imamo ljudi, katere jaz vprašam, kako in kaj naprej, ki svetujejo, ki predlagajo, ki odločajo o zadevah. Nas je bistveno več, kot v resnici izgleda na prvi pogled, ko nam učitajo, da so one man band, ampak pač nekdo mora biti prvi med enakimi, po drugi strani gre pa za politično neoporečne ljudi, katere iskreno čuvam svojim hrbtom, zaradi tega, ker vidimo, kaj danes novinarji delajo z ljudmi. Zdaj, od česa pa vi v bistvu zdaj živite? V tem momentu kako plačujete položnice? Zdaj, v tem momentu imam dopolnilno dejavnost kot samostojno podjetje, druga stvar je pa prezaposlen sem na stranki. Ukvarjam se z gradnjo adrenalinskih parkov po celem svetu. To je bila moja osnovna dejavnost ves ta čas, s tem, da sem zdaj res mogel popustiti na tem področju, zaradi tega, ker sem toliko posvečen tej politiki, da je to... Kako ste vi gradili zdaj adrenalinske parke po svetu? Se vam pravim, v zadnjem času sem mogel tukaj predvsej popustiti, zaradi tega, ker sem se mogel toliko politiki posvetiti. Če pa razumem, ste v bistvu nekako na pol poklicen, pa skoraj da poklicen predsednik stranke, ne? Odkje pa dobite denar? Razen pač to, kar vam pripada, ne, verjetno v Kranju, pač iz fonda. Se vam pravim, če sem pol poklicen predsednik stranke, potem dobim tudi ta sorazmerja del plače. Razumem, ampak kako stranka dobi denar, da si lahko izplačate pol plače, no? Stranka se financira iz budžeta v tem momentu. Iz budžeta v kje? Dotacije so zaradi... Koliko imate zdaj približno mesečno? Dobite? Okrog 10 000. Veste, da ne vem niti povedati. Mislim, da to so nekaj več kot Jelinčič, ne? Absolutno več, če smo bili boljši. Pa še na lokalnih nivojih ste, ne? Ja.
Se pravi, nimate več tega, da bi prali avto, ali kako, ne, tako, kot vam je Trma enkrat napisala. Če sem prav razumel, nekako, da se na črno prali avto, ali kako, ne? Ja, se to je tisto, kar sem govoril. Ne, da sem na črno, da ga sploh nisem. Ne, ampak kaj je narobe v tem, da človek pere avto? Ne, se nič ne narobe, se me zanima, kaj je s to zgodbo bilo. Ne razumem tega. Ne razumem te zgodbe sploh, kaj. Človek opravi avto. Lahko sem jaz sklenil posel kot samostojni podjetnik z nekom, pa sem outsourcal to storitev nekomu drugemu, da opere. Mislim, to so taki idiotizmi, da glabali. On je v vsakem primeru hotel pokazati, lejte, Zoran dela kot nek fizičen delavec in to je sramotno za njega politika. To je to. Aha, to je bila intenca. Gotovo. Zdaj, stranka resnice nastala med COVID-om, med epidemijo COVID-a. To ste na nek način rekel, politični vojni dobička, ne COVID-a. Naredili se, bom rekel, stranko in ste se usedli v bistvu takrat na neke, bom rekel, travme ljudi določene tudi, ne, in ste tega naredili nek politični kapital. Ne, to je bil Janez Janša, jaz nisem benga dobička. Ja, Janša je imel stranko že odprej, ne? Ampak o vojni dobičkar govorim. Iz časa COVID-a. Državljansko gibanje resnice je nastalo 2019. Ne, govorim o tem, da ste se v bistvu vsedli, ne, na takratne objektivne ali pa tudi subjektivne težave ljudi, ne, ste to izkoristili, ne, recimo temu nekateri bi rekel zlorabili in ste iz tega naredili nek skoval politični kapital in naredili stranko. Mi smo političen kapital izkoristili, da smo začeli opozarjati na nepravilnosti v COVID-u. Državljansko gibanje resnice lahko preverjava, kadarkoli je nastalo leta 2019. Ne kot politična stranka. Leto dni kasneje ste nastali, 2020. Tako. Državljansko gibanje samo s svojim idejam, s svojim programom je nastalo že leta 2019, COVID-om se tudi takrat spogledovali nismo v svetovnem merilu gledano in že takrat smo začeli te ideje delati. Eno leto to, da se je to zgodilo v času COVID-a, je samo slučaj. Nič druga. Ja, ne vem, jaz nisem čisto siguren, če ne bi bilo COVID-a, da bi bili vi zdaj, recimo tukaj sedeli kot predsednik stranke, ki ima določene odstotke, ne? Čeprav niste v parlamentu. Absolutno bi bili. Dejansko nam je ta izpostavljenost COVID-u škodo prinesla, nič kaj dobrega, zaradi tega, ker so se dogajale stvari in je režim izkoristil trenutno dogajanje za obračun z nami. Od nezakonitega zapiranja, nezakonitih hišnih preiskav, nezakonitega javnega linča. Dejstvo je, da so uspeli usaditi seme dvoma v nas v času COVID-a z 100 lažnimi članki, ne da bi nas kdo poklical, poprašal, je to res. To razumem, ampak naredili ste si pa ime, ne, takrat, ne? Pa ime smo mi imeli prej, gospod Požar. Dejstvo je, da nam marsikdo učita, da smo mi izkoristili COVID za lastno popularnost, pa lastno sledilo. Ja, tako je mogoče komu dela. Ampak ravno inverzna slika je tega. Mi smo izkoristili svojo popularnost in doseg, da smo zvabili v času COVID-a največ ljudi na ulice v zgodovini Slovenije. Ravno kontra je. Vi morate vedeti, da smo mi posneli en video, klip pred protesti, pred COVID situacijo, ki je imel 500 milijona ogledov. To ni imela nobena politična sila. In jaz, ko sem vzel video in sem rekel, telefon in se posnel, zdaj gremo pa na ulico, sem jaz izkoristil svoj doseg, da sem povabil ljudi na ulico. Ne, da sem povabil ljudi na ulico, pa potem delal na doseg. Zdaj, vi ste takrat vabili tudi tiste demonstracije, ki so bile razmeroma nasilne, se spomnite, ne? Ne spomnim se nasilnih. Kako ne? Veliko policistov je bilo poškodovanih, ne? Ja, to je bilo post festum. Veliko policistov je bilo poškodovanih potem, ko je prišlo do nekih izgredov, ki so bili sproženi z iniciativo policije. No? Nekak nenavadna vloga je bila takrat, se mi zdi, tako mene, ko gledam recimo laika. Takrat se govori o tem, da vas bodo aretirali, ne? Da boste v preiskavi in tako dalje, po vas je pa policija nekje našla, ste se predali v tistem centru Aleja, držito, ne? V Šiški. Ne. Ker ste pili kavo in... Ma kakšna kava? Pa to ni res. A to ste pobegnili? To je samo še to ste pobegnili, ste se skrili, kako? Mediji niso več vedeli, kaj naj se spomne o meni. Tako, ker sem mi učitelj, da me papež plačuje, pa da sem mason, pa da sem prostozidar, pa tako sem mi učitelj tudi to kavo v Aleji. Je pa se to zdaj, kar se je noč ni nezakonitega, ne? Pa se tudi ta kava v Aleji ne bi bila nezakonita in bi jo tudi priznal, ampak se nikoli ni zgodila. To ni res. Jaz sem bil 5. oktobra, ko je bil ta famozni in največji protest organiziran tisti torek, sem bil opozorjen vnaprej, da bom strani Gomboca Jerneja, komandirja policijske postaje Ljubljana center, lahko preverite pri njemu, da bom pridržan v primeru, da grejo ljudje na ulice. To je bilo tako. Ne? In nekdo od udeležencev v tistem momentu je vedel, da bo temu tako,
bil je poslan strani petkovih protestnikov, da razbije te veličastne sredine proteste in je pozval ljudi na ulice. Kdo? To je bil v tem momentu Zlatko. In je pozval ljudi na ulice, ljudje so šli na ulice in jaz sem nekaj povedal. Mene bi mogli pridržati že 29.9. na Celovški, ker so prišli do mene policisti posebne policijske enote, točno en policist iz PP Ljubljana Šiška in je rekel, Zoran, zoper tebe je odrejeno prijetje. Sem rekel, ne boste me nikoli aretirali pred ljudmi, ker vem, kaj hočete doseči. Negativen odziv javnosti, nek pomp, neko paniko, nek pretep in boste meni to vse obesali. In vedno sem jim povedal, če me boste hoteli pridržati, me pokličite, pridem kamor hočete, v jeku javnosti nikoli. In tudi tega dne sem jim rekel, ne boste. In jaz sem tistega momenta se usedel v avto, sklical svojo ekipo na Celovški, jim razložil, kako in kaj naj delajo naprej, ker dejstvo je bilo pa neko. 4 dni pred protestom je bila tarča, kjer je Erika Žnidaršič vprašala gospoda Hojsa, a bi vi Stevanovića zaprl. On je rekel, jaz bi storil še marsikaj več. Obenem je kazal dopis tožilstva, da mene ne smejo zapreti, zaradi tega, ker ni elementov kaznivega dejanja. In kljub temu so oni odredili policiji, pač, da to stori. Ne? In jaz sem bil prepričan, da oni meni hočejo očitati neko kaznivo dejanje, ki ne obstaja, oziroma obstaja, ampak še nikoli noben ni bil zanga, niti kazenski postopek ni bil voden zaradi tega kaznivega dejanja, to je pozivanje k nasilnemu upiranju, nekaj takega. In oni bi meni očitali to kaznivo dejanje, državna tožilka bi predlagala pogovor pri preiskovalnem sodniku oziroma zaslišanje in preiskovalni sodnik bi odredil zoper mene pripor, ki bi tekel čez volitve. To je bil njihov glavni interes. Ampak hvala Bogu niso najdel takrat čez volitve leta 22. Tako. To je pa 6 mesecev, čisto komod ga podaljšuje. In preiskovalni sodnik, nihče od preiskovalnih sodnikov se ni našel, ki bi to upal narediti in državna tožilka pač je prekinila takrat isto pridržanje. To je bilo to. In jaz sem mogel takoj povedati svoji ekipi, ne nadaljujejo z delom, na kakšen način ne delajo naprej do volitev v primeru, da mene res držijo v priporu, ker pripor nima veze s krivdo, ampak oni bi rekli, ponovitvena nevarnost obstaja, še vedno želiš pač neke proteste naljuvati, zdaj boš pa klej noter čičo, dokler volitve ne minejo, pa bomo pa rekli oprosti. Ampak se pravzaprav to res pol ni zgodil. In v tistem momentu mene kliče iz policijske postaje oziroma iz sektorja kriminalistične policije Kranj, Kert, kriminalist, in reče, pridi takoj na policijsko postajo v Kranj, zoper tebe je odrejeno prijetje s privedbo, pred hišo na mojemu domačem naslovu te pa čaka mobilna kriminalistična služba, to so tisti v civilu z maskam in te bojo res grobo prijeli. Z maskam pomeni, kaj z onimi črnimi maskami? Ja, to je v bistvu kaj specialna enota, da delajo v civilu. Ne? In jaz sem se odzval temu vabilu in se šel na policijsko postajo in tam mi je bilo odrejeno pridržanje. In to je vsa resnica glede tega. Zdaj, a ste vi tako, rekel, ostala znana imena iz tistih časov, recimo ta reper Zlatko, pa Ani Sličina, pa tako dalje. To ste imeli kakšne, poznate vse te ljudi, ste imeli kakšne koordinacije? Jaz ne vem za njih, ampak to nikoli ni bilo v nobeni povezavi, kar se tiče protestov sploh ne. Nič niste koordinirali, kaj bo kdo rekel, kje bo kdo stopil? Ne, absolutno ne. In tudi, čisto spontano pa niso bili ti protesti, ne? Ne, spontano absolutno niso bili. Oni so bili na podlagi našega vabila. Tudi te študentske demonstracije niso spontane, verjetno v Beogradu. Absolutno niso. In tudi protesti sredini niso bili spontani, nastali so zaradi našega vabila, to je dejstvo. Marsikdo nam danes očita, da ni bil tam zaradi nas, mogoče res ni bil zaradi nas, bil je pa zaradi našega vabila. Pred temu so se odvijali že marsikeri protesti, šele začel se je valiti kolo, ko smo mi povabili na proteste in zato vam govorim, da smo izkoristili doseg, da smo zvabili ljudi na proteste, s temi ljudmi, ki jih pa omenjate, pa ni bilo neposrednega stika nobenega med nami. Kje pa je to znano ime zdaj, ki je bila takrat tudi tako gospa Anica Bidar? Ne vem. To ni nič pri vas, kako Ne. V času tega covida je bila mogoče negativna stran tudi to, da so na površje priplavali neki politično preambiciozni ljudje, ki niti približno niso mogli slediti tej stvari, niti niso imeli znanja, niti idej, niti karizme, niti ničesar. Ne. Pa tudi major Troha nič ni z vami. Ja, ki pa. To je v bistvu gre za neke marginalce, ki na koncu delujejo kot nekdo, ki je namerno postavljen v to neko alternativno srenjo, zaradi tega, da ko
nekdo res dvigne glavo proti režimu, ko je sposoben, ko zna, da ga etiketirajo in vržejo v isti koš s temi ljudmi in rečejo, ma se taj pa taka troh. To je v bistvu vsa naloga teh ljudi. A zdaj, po vaši informaciji, so bile kaj tukaj vmešane, recimo te naše obveščevalne službe, Sova, v te proteste? Sova se je vmešala naknadno, ko je videla, da je vrag odnesel šalo in da gre za res. Mene so začeli spremljati, začeli so opravljati razgovore z ljudmi, ki so meni blizu. To sploh ni bila skrivnost, to je potem tudi nek članek vam prišel z enemu mojemu prijateljem, s katerim sva rasla v otroštvu, sta prišla dva funkcionarja Sove, pri čemer sta od njega kupovala športno prehrano in sta začela spraševati o meni in mu tudi ponujala marsikaj v primeru, če kaj negativnega izbrska iz moje preteklosti. Pa je kaj izbrskal? Ni mu česa. On je pravzaprav rekel njim tudi, vi pač Zorana ne poznate, on se je odločil in tukaj mu ne morete nič. Kako pa ste gledali, recimo, kako se gleda takrat recimo na to aktivno udeležbo nekaterih politikov, ne, ki so bili recimo na kolesarskih protestih, ne vem, Črnčec recimo je tudi vozil s kolesi, pa Tanja Fajon, pa en kup teh iz Levice in tako dalje. Kako ste pa na to gledali? Ne smemo mešati srednjih pa petkovih protestov, za petkom mi je malo mar. Iskreno vam povem, da je pač to drugo krilo iste roparske ptice in vse, kar ste zdaj omenili, pripadajo tistemu drugemu krilu. Tako da oni zato tudi niso nikoli bili uspešni in nikoli niso privlekali mase ljudi. Ja, pa 1000 je bilo, ne, v petkih, ne, kolesarjev. Jaz ne vem, za en tak primer. Enkrat se je zgodil ta antijanšističen naboj, ki ni imel direktne povezave s telimi ideologijo, o kateri govorite. Takrat so, mislim, da prišli tudi nekaj tam čestivalsko, da so hodili, ampak oni so v resnici imeli po 13-15 ljudi na protest. Koliko? 13-15 ljudi je bilo pri njih poprečno na protest. Več tisoč pa novinarjev. Ja, gotovo. Ampak potem na volitvah vam je pa Golob, ne, vzel veliko teh Smetano. Kako ste pa to dopustili? Nismo mogli drgati zaradi tega, ker takrat je krenila mašinerija. Ja. Jaz sem še danes prepričan, da je prišlo do dogovora med določenimi ljudmi v ozadju. Janša je namerno naredil štorijo z Golobom, zato da so na hitro začeli ustvarjati nek nov obraz globoke države. V tem momentu so šli toliko daleč, da niso niti novega obraza najdeli, ampak so najdeli propadlega politika pa predstavnika tranzicijske elite, glede na to, da je bil podpredsednik Jankovićeve propadle Pozitivne Slovenije in so ga začeli buildati. Pomagali so tako, kot so prej omenila večer, necenzurirano, z javnim linčem nas, pa z dvigovanjem njega. Se pravi, Primož Cirman je imel nalogo, pa Vesna Vuković, da pluvajo mene, takoj paralelno s tem so organizirali javne tribune že Golobu, pa oba dva veva, kako so bili nagrajeni, sploh Vesna Vuković. Potem hočete reči, da ste vi računali na zmago, ali kako na teh volitvah? Če se ne bi zgodil projekt Golob, bi mi dosegli čuda na teh volitvah. Čuda pomeni pa kaj? Verjetno tudi zmago. Premagali bi SDS? Lahko bi ga. V tistem momentu definitivno. Če bi merili razpoloženje ljudi v času, ko so se dogajali množični protesti, smo si bili zelo blizu. Pa meni, da niste računali, da vas bodo večinski mediji podprli, vas, ne? Nikakor nismo računali, samo smo bili pa prepričani, da so ljudje že toliko modri, da ne bojo več nasedali taki zgodbi. Na koncu se je pa res zgodilo, da so jih nasedali bolj kadarkoli prej. Ampak res je bil toliko močen ta antijanšističen naboj, to jim je res uspelo v sodelovanju z Janezom Janšo ustvariti. In dejstvo je, da ko je... Kako spravite, Janša je pomagal ustvariti Goloba, ali kako? Absolutno. Pa se veva, kako je Golob nastal. Se veva, kako je nastalo... Pa zakaj bi si Janša zdaj ustvarjal Goloba? Zato, ker je ta del, ki traja že 30 let. Ustvariti zlobnega zmaja na eni strani, ki obladuje na podlagi določenih marginalnih tem iz preteklosti, obladuje neko stabilno volilno telo, na drugi strani predstavlja zlobnega zmaja, proti kateremu bojo ljudje volili, za kogarkoli bojo srednji mediji rekli, da je to prav. In to se dogaja. Kdo pa te niti zdaj drži v rokah, oziroma kdo si je izmislil ta del, ki vse skozi traja? Vse to ni skrivnost. Obstajali jih je več, nekateri so pomrli, zdaj v tem momentu je živ še gospod Milan Kučan in zadeva funkcionira tako. Se pravi, vi verjamete v to teorijo, ne, ki je moč tu pa tam kdaj prebrati, da gre v bistvu za nek dogovor med Kučanom in Janšo, kako se v bistvu drži ta sistem v šahu. To so gola dejstva. Poveste, kakšen argument v prid tega golega dejstva. Sem povedal, že 35 let živimo v isti sistem in da vse kaže na to. In ko se zgodijo prisluhi glede dogovarjanja SDS-a pa Svobode
pri NEK2, je to jasno vidno. Ko se zgodijo določene zadeve glede obvladovanja gospodarskih družb, prve pa standardne kotacije, vidimo, kako so peskovniki razporejeni in kako oni pravzaprav sodelujejo med sabo. Jaz vam garantiram, da pride resnica močna v parlament, da bomo videli povezavo Svobode in SDS. To mi je bilo čudno, da se to se tudi zgodilo pri SMC-ju pa z SDS-em, pa je SMC ravno tako nastal na antijanšistični. No, pa zdaj pred kratkim je Golob izjavil, da če s kom ne bo šel v koalicijo, ne bo šel z Janšo oziroma z SDS-om. On osebno ne isto izjavil Miro Cerar, pa je Počivalšek šel. Jaz pa nek podpredsednik Golobove stranke bo potem šel. Samo to vas še vprašam zdaj iz tistih časov, zdaj ta fenomen Marka Potrča, ne? Pa ste rekli, da ste bili vaši videi, ste imeli doseg $500 000 in tako dalje, tako dalje. On je pa tudi imel blazen doseg, ne? Ja. Potem pa je nekako izpadel iz teh političnih kombinacij, ne? Golob ga je sicer obiskal, se spomnite pred volitvami, ne? Jaz tudi. Zdaj, vi tudi, ampak ni pa prišlo do nekih aranžmanov, ne? Namreč to sprašujem zaradi tega, ker so me zdaj upozorili na dejstvo, da je spet začel delati neke podcaste, ne, in nekateri to povezujejo z prihajajočimi volitvami, da se želi znova aktivirati, pri čemer pa ta zdaj njegovi podcasti nimajo kakšnega posebej velikega dosega. Seveda v primerjavi s tistim, kaj bo takrat je pa to šlo na 100,000, ne. Ne vem, zdaj ga nisem spremljal, takrat je res imel velik doseg. On je pač človek, ki tako kot vi, kot voditelj, pač zna medijsko nastopati, zna to dobro izkoristiti in na ta način pač pridobiva nek doseg. Jaz sem mu bil hvaležen zaradi tega, ker je v določenem momentu povabil Goloba, Galeta in pač mene takrat v svoj podcast. No, Gale je pa tudi zginil, ne? Gale je dobil službo. Pa nek odstotek na volitvah. Tako kot gre. Mislim, nam marsikdaj očitajo te dotacije, ampak se pa ne vpraša. Ne za Galeta, ne za Počivalška, ne za marsikega druge, kaj počnejo s temi dotacijami. Ne? Ampak ja, dejstvo je, da je bilo vedno na tej strani alternative predvsej kukavičjih jajc in to jih bo vedno. Zdaj Gale je tudi bil kukavičje jajce. Oziroma je kukavičje jajce. Mislim, mene ne prepriča nihče, ki se takoj po volitvah umakne in ne obstaja več. In po drugi strani dobi neko državno službo, ki je prav fina in mu nič ne manjka. Spravi so se v njiju nič pred gospodu Galetu, ampak me politično pač ne prepriča. Ne? No, tukaj imate kar nekaj argumente. To okoli Potrča, da se dodeljuje, da končava. Dejansko človek je za medijski nastop, jaz pa dvomim, da pa kadarkoli ima neke posebne politične, direktne politične ambicije, ampak so to pač ljudje, ki radi nekako od zadaj sodelujejo in imajo mogoče tudi eventualno kakšno kdaj. Pa zdaj imate kaj kontaktov s Potrčem? Ne. Zakaj ste pa Tanjo Ribič dali na listo za evropske volitve? Tanja Ribič je faca. Zato, ker je faca, ste jo dali gore. Med drugim, zaradi tega. No, pa takrat je bila izrazita anticepilka, ne, to smo. Zdaj, vi ste anticepilci se. To je etiketa, ki jo jaz ne razumem. Tako da brez veze se obetava s temi etiketami. Ni etiketa. Jaz se zavzemam za svobodo odločanja, kar se tiče COVID cepiva. Zdaj, če me vprašate, jaz neprestano trdim to, da unka hoče ne se cepi, unka noče ne se ne cepi, niti en, niti drug pa ne smete biti zaradi tega diskriminirana. To je moja logika glede tega. Gospod Požar, jaz sem bil 6-krat cepljen za klopni meningitis, zato ker sem večino svojega življenja preživel v gozdu. Zelo težko mi rečete, da sem anticepivec. Veva, o čem govoriva. Ne morete biti tako klišejski, pa samo fokusirani na eno cepivo, ki se je pa v zadnjem času sama veva, kako pokazalo pa vsa ozadja. Ampak, kar se Tanje Ribič tiče, njena igralska kariera je blesteča. Ženska zagovarja določene antisistemske vrednote, ki jih zagovarjamo mi, artikulirana je v svojih zgodbah, tako da po drugi strani pa iz čistega političnega pragmatizma, tako kot sem prej rekel, faca je. Popularna je, radi jo imajo ljudje in ona je odličen kandidat. A to, da je Polona Frelih vodila listo, pa je tako, to pa je malo rusofilstvo, ali ne? Ni vodila listo, Polona Frelih, kaj sem jo vodil? Ona je bila druga. Druga je bila, ja. Ne vem, zakaj je bilo to rusofilstvo, ona je bila ženska, ki je prikazovala dejansko. Sprve je bilo rečeno, da bo vodila, ne? Ali ne? Ne, nikoli ni bilo to zares rečeno. Na koncu potem vi nekako predstavljate se na prve mesto, ampak najprej bilo rečeno, da bo ona nosil liste. Svet stranke itak določa listo kandidatov, določajo bistveno kasneje, preden smo mi sploh predstavili kandidate, kandidati so bili postavljeni random, če je bilo to vnaprej marketinško mogoče, ampak
ni nikoli bila mišljena in ona je tudi vedela, ko je pristopila k naši listi, da ne bo nosilka liste. In se s tem absolutno strinjam. Zdaj, gospod Stevanovič, gledam te ankete, če gremo v današnji čas. Ene vas že premikajo, so vas že postavili v parlament, večina pa vas postavlja tam nekje, na tik ob parlamentu, pa malo spodaj. Računate, da bo kaj prihodnje leto, ko bodo volitve, da bo zdaj to odločilno vzpon levice oziroma desnice ali ne? Jaz mislim, da v naslednje volitve, da bomo krepko prebili cenzus. Ankete oba veva, da pač nimajo nobene veze z realnim. Ja, očitno zdaj to ni tako, kot je kazanič, ko vas je Medijana pač globoko potisnila nad tale cenzus, ste prišli v državni zbor, ste potem sami pač reklamirali tisti rezultat anket, ki sem videl po socialnih omrežjih. Tudi takrat, ko nam gre slabo. Tudi vi verjamete anketam, ne? Tako, tudi, ko nam gre slabo, objavimo. Ponavadi te ankete, ne verjamemo zares v ankete, mislimo, da gre za to, da na nas več ne morejo pozabiti, oziroma se dela, da ne obstajamo, nam pa nižajo rezultat, v smislu zato, da bi ljudje rekli, se te nimajo šans, da morajo voliti tega, da ne zmaga Janša. To je v bistvu ta ideja. In ni na medije sploh, ampak Medijane pa tudi. Tako da nam je v ponos, vi morate vedeti, da se mi od evropskih volitev niti enkrat, sankrat, niti za sekundo nismo pojavili v niti enem srednjem mediju. Veste, kaj je to? Po drugi strani pa vzdržuješ cenzus, to je političen paradoks, to onkolam benmu še ni uspelo v zgodovini Slovenije. In ponosni smo na to in mogoče to... Vzdržujete kakšen cenzus? Preboj cenzusa na parlamentarnem nivoju. Ja, pa niste, včasih ga prebijete, včasih ne, ampak zadnjih 8 anketa Medijane, zadnjih 8 mesecev Medijane, se veva, kako za delo delajo prvi ponedeljek ponovadi v mesecu, za Pop TV delajo zadnjo nedeljo v mesecu. Ta zadnjih 8 anket smo mi prebili cenzus. Tudi ta od Nove Slovenije je Evangelista Kreka agencija, nam daje tudi po 7-8 poslancev, tako da jaz sem prepričan, da je to blizu realnega stanja s tem, da je procent bistveno višji, ampak ga umetno znižuje. In ja, pompozno napovemo, ko je temu tako, zaradi tega, ker nam je v ponos, da nas ne morejo več zatirati. In to, da mi nismo bili v mediju eno sekundo, v benem srednjem mediju in to se strinjamo oba, da je to... Se je mogoče to zelo boljš potem, kako ne? Ni ravno bolj zaradi tega, ker ljudje te morajo videti, da bi vedeli zate, ampak dobro izkoriščamo socialno mrežo. Zdaj, če pridete v parlament, pa recimo, da pridejo te stranke, za katere zdaj recimo ankete kažejo, da bodo vstopile v parlament, vidim, da je tam razmerje tako, enkrat malo desnica, malo kakšen glas do poslanca več, enkrat malo levica poslanca več, če pustimo zdaj vas v strani, kje boste vi? Ne vemo, zato ker je slika tako nejasna. Malo že verjetno veste, ne? Veste, hoče reči, imate ambicije kot stranka, glede pač na filozofijo vaše stranke, pa na vašo recimo osebno filozofijo, kaj preferirate, da bi ostali recimo v opoziciji ali da bi šli v vlado? Če bi trenutne struje delale večino, sploh na tak način, kot sem povedal, da ne vidim sploh benga zadržka, da bi sodelovali in Svoboda in SDS skupaj v vladi, če bi prišlo do take stvari, smo absolutno opozicija. Mi ne želimo sodelovati z ljudem, ki so do sedaj uničevali državo, raj smo v opoziciji in pokažemo ljudem, kaj se skozi opozicijo to razumem, ampak lahko se pa zgodi, da boste pa jeziček na tehnici, ne? To bomo zagotovo. Ja. Ne, da se lahko zgodi, to bomo zagotovo in tudi vsa slika tako kaže. In kaj boste potem naredili? Bomo videli, katere opcije se bojo ponujali. Jaz sem povem še eno stvar, zdaj nekaj mi je padla na pamet Črna Gora. Tam je bil nek poslanec... Opcije pomeni kaj? Kakšno mesto vam bodo ponudili? Kje pa? Kdo se bo zavzemal za dobro Slovenijo? To bo to vsak pravi, ne? Ja, pravi že, sam bomo mi že po izkušnjah vedeli, da to resno mislili, ali ne. Sej smo imeli smo možnost marsikoga od njih videti. Padlo mi na pamet poslanci iz Črne Gore, Driton Abazović, ki je 4 poslanci bil premijer. To se mi zdi, to ima en kup ljudi, ima to vrstne ambicije pa nas, da bi bili, ne da bi zmagali, pa bi postali premijeri, že Logar, mislim, da ima take ambicije, ambicije ima Matej Tonin, pa tudi verjetno zdaj Robert Golob ne bo zmagal na volitvah, ampak računa, da bo dobil največ na levi strani, pa da bo postal premijer, Nič narobe z ambicijami, ljudje ne se odločajo. To razumem, ampak prej ste rekli, da boste odločili na podlagi tega, kaj bo kdo naredil za Slovenijo. To je res ful širok pojem. Nekaj mi povejte konkretno bolj. Ne morava midva zdaj prognozirati, kakšno bo sploh stanje parlamenta čez eno leto. Govorim, če gledamo recimo pač takšno sestavo, kot se nam zdaj kaže po anketah, vse to sem vam rekel, da pač pride noter 2 oziroma 3 desne stranke,
ostale pridejo leve stranke noter in potem ste vi nekje. Zato ne vem, kam boste šli, na levico vi ali na veste, da desnico. smo se mi že z izjavo in overjeno pri notarju zavezali, da za SDS ne bomo sodelovali. In isto za SD-jem. Mi pač teh starih partij... SDS in SD. Ja, to so pač stare partije, na katere ne pristajamo. Vsi ostali so se pa tudi pokazali kot neki škodljivci državi, ne, govorim zdaj za Svobodo. Dajmo počakati, da vidimo, kdo bo prišel, da vidimo, katere struje nove. Jaz sem prepričan, da se bojo premešale karte na politično. Kdo pa mislite, da bo prišel noter še poleg vas, ta novih? Kaj pa vem, bomo vedeli, kdo se bo ponudil. Zdaj, Anžeta Logarja, recimo pa njegove demokrate, to so zdaj, to so novi ali niso novi, zdaj po vaše? Ne, načeloma ni nov, pa tudi glede na to, ne, pazite, on dobi 7 poslancev, v anketah mi tudi 7 poslancev objavijo samo njega pa njegovo zmagovalno sliko, to je jasno, da je pač del režima, ne, če ne veš, kdo je del režima, pač ber medije, pa boš hitro videl, ne. Ampak se mi ne zdi v tem momentu tako škodljiv kot SDS. Kaj pa Prebilič? Prebilič dvomim, da bo režimu uspel njega ustvariti. Ne? Na eni strani bo je zdaj Bilda Logarja, na drugi strani Prebiliča s tem, da se je on je po moje za svoje osebne ambicije poskrbel in bo ostal tam, kaj je. Aha, skratka za temi statusom in privilegiji evropskega poslanca in tako dalje. Pa vi sploh zdaj, ko govorite o tem režimu in pa ne režimu in tako dalje, a vi imate kakšne kontakte tako personalne s temi politiki, ki predstavljajo režim po vaše, kako? Niti z enim človekom. Se pa vi ne hodite na kave, ne vem, z temi predsedniki strank ali predsednicami strank? Nikoli. Meni mar zdaj učitajo, ne, se pravi, desničari mi učitajo, da sem levičar, levičari mi se učitajo desničar in samo o eni stvari se zares oni dogovorijo, ne, to je denar, pa nevedenje o tem, komu pripada resnica. To sta edina dva, zdaj, kar jaz vidim, edine dve teme, v kateri je levica pa desnica popolnoma skupna, ne. Desničari mi očitajo neko Jankovičevstvo pa Kučana, jaz ta dva človeka v življenju nisem ne videl, ne slišal. Levica mi očita stalno to Janševo trojanstvo, to je bila pač usluga Vesne Vuković pa Primoža Cirmana. Jaz tega človeka nikdar v življenju nisem uživo videl. Pa nikoli se niste pogovarjali s Kučanom, nikoli z Jankovičem in nikoli z Janševom. Nikoli. Ste se pa s Pahorjem, ne? S Pahorjem sem se pa na podlagi njegovega povabila. To je pa res in pogovor je trajal točno 2 minuti. Jaz sem mu rekel, naj pozove Klado k odstopu. On je rekel, da se nikoli ne bo vmešal, da se nikoli ni in nikoli ne bo vmešal v delo vlade in ta pogovor se je zaključil točno tako, kot sem vam zdaj povedal. Zdaj, dobili ste se z Golobom takrat, ne, se spomnite, ne? Ja. Kako ga zdaj recimo ocenjujete, njegovo vlado, njega in njegovo vlado? Jaz sem to že večkrat ponovil, nikoli nisem bil očaran nad njim, da bi bil razočaran. Točno tako ga ocenjujem, kot sem ga ocenjeval 2 ali pa 3 leta nazaj na volitvah in kar sem opozarjal ljudi. Kdorkoli bi takrat s tako medijsko podporo prišel na oblast, da bi na isti način končal kot on. Se pravi, na dnu, bi rekel, političnega kontejnerja in to se bo tudi videlo na naslednjih volitvah. Ta človek ne more nič novega pokazati, ta človek je del režima, ki neprestano ustvarja te tovarne novih obrazov in vsi, ki so bili pa očarani nad njim, pa zdaj vidim, da so globoko razočarani. Je pa zdaj nekako malo temu režimu, nekako vidim, pač spremljam, nekako je malo zmanjkalo teh kandidatov za nove obraze. Zdaj očitno bo Golob še vedno pač tisti, ki bo prvi kandidat, tranzicijske levice. Lahko, da ga imajo, samo ne vem, kako ga bojo prisilili. Človek, ki bi razbil, obstaja v tujini, je del njih, ampak ne vem, če ima pravzaprav. Kdo pa to je? Mogoče je kakšen šef kakšne nogometne zveze, kaj pa vem. Ja, bi se govorite o Čeferinu, kako? Z njim se pa dobivate, ali tudi ne? Ki pa, ne dobivam se z nikom, reč tega tudi človeka sploh ne poznam. Jaz samo politično napovedujem, kaj bi se lahko zgodilo. Dobro, še za konec vprašam še par imen, ki se zdaj pojavljajo, tako pač naskakujejo v parlament, recimo predsednik državnega sveta, gospod Lotrič. Nobenih šans. Nobenih šans. Karl Javec. Nobenih šans. Vlado Dimovski na čelu Desusa. To je vse pase. Pirati. Pirati sploh nimajo interesa, da pride v parlament. Ja, to jim je, da kandidirajo. Ne, on tisti procent, pa da zdaj vidim, da so aktivni na lokalnem nivoju. Po mojem se bo oni ful posvetil lokalnim volitvam leta naslednje let novembra. Kaj pa Miha Kordiš? Sem gledal to zadnjo anketo, mu je celo, mislim, kot potencialen rezultat mu je pokazala Nina Media 3% levo krilo, ne?
To ni malo. Ja, To ni malo. Nikakor ne smete računati na raziskave, ni na medije. Ampak ni malo, je pa dela vražje uslugo vsem ostalim, bi rekel, tem levim strankam na tem polu, zaradi tega, ker bo razbil to levico. To je dejstvo. On je v resnici koristen vsem razen sebi in levici. Zdaj, še nekaj vas vprašal za na konec. Prej na začetku ste enkrat rekli, da imate tudi imate organizirano stranko, strukturirano stranko, da imate tudi lokalne odboje. V Ljubljani ga recimo imate, pa v Mariboru, v Kopru, Celju in tako dalje. Kako so v teh mestih? Mi smo regionalne odbore vezali na volilne enote. Zaenkrat ne, in dogaja se na celmu terenu. Tukaj bi več vedel povedal predsednik sveta stranke Matjaž Gorjup, ki se direktno operativno ukvarja s temi stvarmi. Ampak ja, se pravi, kolikor je volilnih enot, toliko imamo načeloma tudi regionalnih odborov. Skratka, recimo, v Mariboru računate neke rezultate, kako? V Mariboru smo bili na dosedanjih volitvah takoj za Gorenjsko. Sprašujem za tega, ker sem pač jaz tam. Ja. V Mariboru imamo izredno visoko podporo in na parlamentarnih volitvah in na predsedniških volitvah, kar se Sabine Senčar tiče, in na evropskih volitvah smo bili v Mariboru takoj za Gorenjsko. Dobro, gospod Stefanovič, zdaj proti koncu, zdaj bi bil še mogoče kaj zanimivega za vprašati, ampak enkrat se pač mora posloviti, ne mora končati. Jaz upam, da se dan že upravili trening, ne? Sem pred zoro. Kako? Pred zoro. Tudi danes, kako? Tudi danes vsak dan. Pa želim vam tudi, da boste kdaj prišli v kakšen večinski medij, ne, zdaj v tem času. Ne. Ja. Skratka, dragi gledalce, to je bil današnji pogovor z gospodom Zoranom Stefanovičem, to je bila današnja ura resnice. Vidimo se zelo kratko, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je Bojan, je tudi požar.